Ja, dober večer še enkrat. Res mi je drago biti med vami, ker prihajate v tolikem številu in tako pozorno spremljate. Ne? In tukaj je pravzaprav to že kar prvi odgovor. Dokler bomo ljudje, ki nas skrbi za dediščino, potem nekaj je že ena varovalka vklopljena. Namreč to, kar je gospod omenil, seveda je res. Ne? Dediščina mora biti napisana, mora biti sporočeno, mora biti nekaj, kar nekje trdno je med nami, ampak dediščina je seveda še tudi mnogo več. Je okolje, ki nas obdaja, je družba, v kateri živimo, način, kako živimo, je naša vera, je rekla, dediščina ni samo tisto, kar je z zakonom varovano. In tega, to je tisto, kar skušam pravzaprav s svojimi predavanji, ne samo vam, ampak tudi študentom in tudi kolegom in na konferencah. V petek sem tudi na konferenci v Pragi. Skušam to povedati, ne? Če bomo zavarovali samo tisto, kar je shranjeno v muzeju in samo tisto, kar je zakonom varovano, potem to je približno tako, kot če bi obdržali leva v zoološkem vrtu v Ljubljani, pa še na dva v, ne vem, kje v Frankfurtu, pa v Angliji, leva v resnici pa ne bi bilo več. Ne? Se pravi, da nimamo pojma o tem, kakšen lev je. Ne? In prav tako je tudi z našo kulturo. Če kultura ni, dediščina ni vrednota našega življenja, potem seveda ne more to niti slučajno se obdržati. Namreč dediščina je, prvič, ko učim študente in vedno rečem, konfliktna, ker se nikoli ne strinjamo. Za enega je nekaj vrednota, za drugega ni. Ne? In potem so velike razprave v javnosti, ki kažejo resnično, kako slabo razumemo, kaj je to dediščina. Ne? Ali bomo dediščino na novo, ali je to dediščina, ali ni, ali bomo predspodrli, ali malo bolj pole. Ne? Dediščina je konfliktna, ne? In dediščina je hkrati last vseh. Je dejansko tisto, kar je najbolj značilno za človekovanje, bi rekel Trstenjak. Ne? No, ko sem razmišljala, kaj ne dam, tle sem si pustila mačkam bolj prosto. Ne? Zdaj, ja nič, na Bled grem, ne? Na Gorenjskem sem, v soboto sem bila na Krasu, smo šli študentmi gledati na Volčji grad, prazgodovinsko, debelo grižo, ogromen kamnit nasip, ne? Cela vas živi s tem, ne? Rekla, tako da, in se mi je zdel res izjemno, ne? Izjemno doživeti, in se ga naš dan sem pa na Gorenjskem, danes pa je treba tisto povedati, kar pravzaprav si Blejci najbolj, se reče Blejci, ne? Blejci najbolj zaslužijo, ne? In sicer razmišljanje o našem jeziku kot največji vrednoti. Jaz sem prepričana, no, tole razmišljanje, ki nam je gospod povedal v začetku, ne, da bodo izginile, namreč če izginejo, in tega se Evropa tudi zelo dobro zaveda, če izginejo male kulture, potem seveda ni več ne evropskosti, ni tudi ne nobene globalne kulture. To je enkrat ena in zato tudi zelo podpirajo. In drugo leto je leto kulturne dediščine, dajo kar precej denarja, ampak tisti, ki moramo se ozavestiti in delati na tem, smo mi sami. Ne? Kako je tisto, če hočem svet spremeniti, moram spremeniti sebe. Dobro, jaz sem začela kar takole, ne. Rekla, začela sem, se veste, s čem, ne, pa če celo življenje študiram Rim, ampak ne bomo šli v Rim, ne, temveč bomo šli na ta plavo stran, ne, na vzhod, ne. Namreč tipično je pri vseh kartah, pri vseh pogledih, da dejansko pravzaprav usmerjeno, ne, ko znanstveno obravnavaš in isto je pri dediščini, ne, vedno karta kaže samo, takšen je tudi naš zahodni pogled danes na svet, samo tisto, kar je ekonomsko pomembno, ne. Rekla, imamo tudi tukaj na karti, če bi to karto starega Rima gledali tam okoli 300, še 27 let in se ustanovi potem tamle na koncu Konstantinopol, ki je za nas izredno pomemben, oziroma za celotno Evropo, tle hip ga še ni, je Rim, in ta hip, če pogledate, koga je
je snežilo, ali kaj, ali tlele je Sahara, nobenega človeka, nobenega jezika. Ne, zahod je latinski, vzhod, hvala Bogu, tlele pa je od grških do aramejskih, do sirijskih in tako naprej, ogromno jezikov, ki se ohranili tudi še vse do danes. Medtem ko latinščina je pa to izbrisala in nam se to dogaja danes pravzaprav tudi za angleščino, ne. Ampak dobro, kakorkoli, ne, rekla, ta način in ta pogled, kar sem vam že parkrat upozarjala, se mu reče imperialistični, kolonialistični pogled na svet. In vsi tisti, ki niso ali grško ali latinsko, predvsem latinsko govoreči, so barbari, ne. Ja, tako se jim reče in tudi pri zgodovini pravzaprav, ne, se spomnim, sem že 97 leta bila z eno štipendijo v Ameriki in sem rekla, no, to so pa barbarska ljudstva, rekli, wow, ne, how do you mean, ne, rekli, ja, pač tisto, ne, seveda, zato, ker avtomatično sem študentka neka univerze, čeprav ljubljanske, ki ni čisto, bi rekli, zlita z zahodom, ampak mi kar selimo in prevzemamo te poglede na ta svet. In bomo videli in tudi način razumevanja, ne. Mi svet še danes razlagamo pretežno in ga razumemo na način, kot so ga, zelo podobno. Rimljani si lastili. Dobro, gremo in pogledamo, kaj se je zgodilo, zdaj bomo videli, kaj vam hočem povedati, ne? Da dejansko, ker celo življenje študiram rimski imperij, ko sem pa prišla v kraj pred 20 leti, sem podedvala najlepšo, najboljšo zbirko slovanskih predmetov, o tem bomo še tudi govorili, slovensko-slovansko, pa sem pravzaprav ugotovila, pa sem imela zelo dobre profesorje, ne, da je moje znanje o temu slovanskemu svetu, o času, ko se dejansko oblikuje naša kultura, čeprav smo dediči in prazgodovinskih in drugih kultur, ne, in seveda tudi rimske in vseh ljudstev, ki so tukaj živeli, ne, ampak tisti odločilni moment, da ga grozno slabo poznam. Ne, in ko govorimo o temu, skušam dejansko zlivati te različne poglede, recimo, in sicer kaj je ta moj odnos do te dediščine oblikovala in drugačen pogled, ker drugače sem seveda šolana arheologinja. Ko sem bila leta 1994 na Češkem, nas je v Brnu, na Moravskem, danes bomo govorili o tem, ne, nas je učil, nam je profesor Vinoš Sofka, ki je leta 68, veste, 67, ko se začne ta pomlad, ne, on je bil arheolog in je izkopaval Mikulčice in Stare mesto, danes bomo tudi nekaj o tem govorili. To so dve veliki središči iz časa Velike Moravske. Ne, se pravi, te velike države, ki je nastala v srednji Evropi in ki je pravzaprav bila veliki, edini pravi nasprotnik Frankov. Mogoče sigurno ste o tem že smo govorili, ne? In dejansko, ko so oni to izkopavali in je prišlo potem leta 68, so bili vsi ti intelektualci češki pregnani, on je odšel na Švedsko in so Rusi zahtevali, da se neha kopati. In ta najdišča so bila zaprta potem tja do 91. Ne? Ker je, zakaj? Zato, ker je s tem, ko ti odkrivaš, ceniš, ne, svojo preteklost, gradiš svojo identiteto, ne? In vedno je nerodno, kaj ti slovanski svet, vendarle vsi vemo, ne, da je Kijev bil tisti odločilen, ne, tako kot je bila Moskva pravzaprav tudi do konca, ne. Ampak, dobro, vrnemo se k rimskemu cesarstvu, ki se je razkropil na dva dela in če bi gledali to karto, bi rekli, se mu ni bilo nič hudega, kajti nikjer nobenega sovražnika, Rimljani so trdni v svojem svetu, pa ni bilo tako. Sovražniki so bili znotraj in so bili seveda zunaj. Sem že
rekla, čez 50 ideje, zakaj Rimsko cesarstvo propade, če jih greste študirati, se vas bo takoj spomnilo na to našo sodobje in na današnjo Evropo. No, tle imamo cesarja Honorija, in sicer 394. po tisti hudi bitki dol v Vipavi, če se spomnite, ki se je zgodila, ko se je njegov oče izbojeval Teodozi, s pomočjo barbarskih ljudstev, uporabljam to ime, ki jih je poklical iz tiste, bi človek rekel, iz tiste praznine, to so močna ljudstva, vitalna, germanska, hunska, stepska, avarska, tudi slovanska, brez dvoma, ne vemo in točno imena, ki jih pokličejo Goti, Langobardi jih pokliče, da izbori to pomembno bitko in v takrat tistega časa jih imamo pač v tem rimskem cesarstvu znotraj strani, pa tudi sami vidite, kaj me brigajo ministri, kure bom nafutral, vse to je risba iz konca 19. stoletja, slika Waterhouse, ker so zelo navdušeno slikali, mogoče, če mi lahko lučko ugasnete, boste lepše videli. Bo bolj lepe, ker so res pomembne, namreč 19. stoletje ljudje zelo dobro poznajo latinske tekste in pišejo in vidijo, se pravi, cesarstvo je gnilo od znotraj, gnilo od zunaj, nikoli ni, in cesarstva in kot civilizacije in kulture so pravzaprav kot človeška bitja. V loku gredo in rojevajo se nove in izginjajo, tako da z tega vidika nam ni kakšne posebne rešitve, ampak dobro, ta hip pa moramo še kaj narediti. No, in tukaj dobrih 100 let kasneje pa pravzaprav smo že samo še par desetletij in zahodno cesarstvo bo klecnilo, medtem ko se vzhod postavi močno po konci okoli, tlelega pogledate, Konstantinopla, ki postane pravzaprav drugi Rim, in prenese središče vere, prenese, tudi nekaj zelo zanimivo, se zavedajo, kako se že v tem času zavedajo, da ti moraš ohranjati materialne dokaze preteklosti. Cesar Konstantin ustanovi mesto, Bizantion je stara naselbina, tlele na tem rogu, je dala njegova mati sveta Helena kopat v Jeruzalemu, kajti to je bil velik, to se imenuje Konstantin Veliki, dala, bomo videli tam, kako se to pravzaprav skozi zgodovino, v Jeruzalemu najdla ostanke svetega križa, Bog ved, recimo 200 let nazaj, ampak ploščico z napisom in so prenesli slovesno v Konstantinopol in to je postal drugi Rim. In središče, in seveda, ker je drugi, ima, zapomnite si, ta dvojni križ, na vrhu, ki je danes, ne bomo verjeli, ampak pravzaprav simbol in znamenje Madžarov, Čehov, Slovakov, le odkje to ni, No, gremo naprej pogledati, kako se je to godilo, in to je že čas, smo že tam v sredini 5. stoletja, ko dejansko ta ljudstva, gledajte, karta že spet, briga nas, kaj je tukaj zade, ta ljudstva prihaja pravzaprav iz vzhoda, in sicer to so močna ljudstva, ki so stepska ljudstva, ki so napadla najprej Kitajsko in Kitajska zgradite veliko obzidja in se potem prav, tudi ne vemo, kaj je vzroka, ali je vremenske spremembe, so lakote, so ne vem kaj, ali je pa to preprosto človeško bitje, se veste, nekateri se potepamo tudi brez razloga in to zelo radi, ampak to ni bilo kar tako potepanje, namreč pogledajte, če je toliki prostor, si lahko mislite, da so bile v sredini 5. stoletja so se pridružila številna ljudstva, združila in plemena, ki so pravzaprav potem viharjem najprej prodirala proti Konstantinoplu, ki je prvo na tem mestu, in potem seveda proti Rimu, dokler niso bili na katalonskih poljanah premagani, razbita vojska in seveda v
vrne vsa nazaj, ampak ta ljudstva praktično tukaj ostanejo. In mi vemo, da je sredina 5. stoletja, to pravzaprav se ne zida več, ne v Emoni, ni arheoloških najdb, ni da mesta ni več. To so še škofije, to je še, rekla, delujejo ta mesta, delujejo še, ampak je zelo razmajano. Petoviona nima več in isto pravzaprav rimska mesta, če bi šli, kajti vsa glavna mesta v severni Italiji je pravzaprav rimska in tako naprej, od Dunaja tudi naprej. Tile grozoviti huni, ki puščajo malo sledi za sabo in ki se jim pridružujejo številna druga ljudstva. Skoraj gotovo, ne, mi poznamo Atila, bič Božji, potemole za bič Božji, ne, zato ker se vzame, ker pač bili ste grešni, ne, in tega ste si zaslužili, ne, ker to je to, ne. In tako se je tudi interpretiralo, ne, pač zaradi pregrešnega življenja, ne, pa dobro, potem bi nas moral že zdavne, ne, tale Atila se vrniti, ampak kakorkoli, če pogledamo pravzaprav njihova bojna oprema, način življenja, dajte biti pozorni, pravzaprav se ta stepska ljudstva, ki živijo, rekla, od plena, ne, ki so v svojem ringu, ki ga imajo v Panoni, silno bogate najdbe, ki jih kopljejo danes, recimo Mađari, Slovaki, tudi Romunija, ne, kažejo kakšno velikansko bogatstvo, ne. Ampak za njimi se seveda odprejo meje in imamo pravzaprav že tlele, ne, neka te bistvene pohode, premiki na severu, Sasov, ne, Jutov, Anglov, potem Frankov, ki postanejo mogočno ljudstvo, ne, potem recimo Visigoti, Vandali, ki so dali ime uničevanju, ne, in napadejo severne Afrike, Rim, in, ampak če pogledate, ne, zdrsnejo mimo Konstantinopla, ampak da se ne bi, in če pogledate mejo, recimo Goti, ki grejo, Ostrogoti, ki se razdelijo potem proti Hispaniji, in toliko temo, kaj so potem pravzaprav recimo Francozi, ne? Kaj so Španci, kaj so Italijani, ne? Če pomislite od Rimljanov, od še pred njimi Etruščanov, o tem se bomo danes spraševali, Visigotov, Langobardov, in še bomo videli, ne? Tudi ta karta je mačka lažna, kajti ta Konstantinopol je tlele zelo lepo in mirno narisan. No, še enkrat, če pogledamo, ne, kmalu potem, se pravi, to že po padcu zahodnega rimskega cesarstva, mi kar nehamo s tem, preskočimo, ne. Ne. Na tem prostoru, tudi na našem področju imamo Ostrogotsko kraljestvo, potem imamo, rekla, od Dalmacije, današnje Hrvaške, tudi Slovenije, Kranja in tako naprej, ne. Na vzhodu pa seveda velik bizantinski, rečemo tudi vzhodno-rimski imperij. Oni se imenujejo Rimljani, ne, se rimski imperij pravzaprav, ne. Ampak zdaj, če pogledamo ljudstva, ki so tukaj, ne, smo v začetku 6. stoletja, ne, sledi za Justinom I, ne, bo sledil ta veliki Justinjana, ne, Teodora. In tukaj čakajo Gepidi, ki so iz Vilni zgodovine, Heruli, Rugi, Kurtiguri, Ante, ne štejemo tudi medslovanska ljudstva, ne, pravzaprav, ali pa saj skupaj, ne, in vidimo pravzaprav, da nekatere mesta še stojijo, namreč to so predvsem ta utrjena mesta na Donavi, ki so še pod obrambo, nekako še enkrat skočim nazaj, pravzaprav še sodijo pod Bizanca, ne, to so Sirmi, ne, Sremska Mitrovica, Singidunum, današnji Beograd, Viminacium in tako naprej, tega ni več, ne, Sučidava, pač druga imena, ampak kakorkoli, ne. In gremo v Konstantinopol, ne, to je zelo pomembno pravzaprav za to razumevanje, ne, zakaj je preživel, ne, zato ker je že od samega začetka so pravzaprav zgradila ogromna obzdvojno obzidje za pristanišči. Prvič pomeni, da nadziral so trgovino, obvlada vzhod, se pravi trgovina teče do Kitajske, do Indije in ne samo trgovina, ne, mi ne smemo
bistvu tako preprosto, rečemo trgovina, tako kot mi, ko gremo v Pariz in te prvo greš na shopping in potem priješ domov z novim parfumom. Ne, ne, ampak gremo na Kitajsko, menjavamo znanje medicine, matematike, astronomije, isto z Indijo, so velike kulture tega časa, ne, in zelo odprta politika je značilna za ta Konstantinopol, ne? Dejansko Konstantinopol pravzaprav ostane in tega se Evropa, to sem že zadnjič vam povedala, tako slabo zaveda in je tega vedno znova in znova ponavljata, ne? To je najmogočnejše trnjava, najpomembnejše mesto 9., 10., 11. stoletja, ne? In tudi še pravzaprav do samega paca z mogočnimi knjižnicami, za teatri, za znanji, recimo je središče upravno, trgovsko gospodarstvo in seveda virsko. Vendar je zelo značilno za ta čas, ga že imamo, ko se širijo pravzaprav Osmani, ne, se pravi Turki iz vzhoda, večkrat smo preskočili, pa kakorkoli, ne, zelo, no in tudi še danes imamo to mogočno obzidje, saj deloma ohranjeno, da si ga lahko predstavljamo. Vendar nas bo zanimala ena druga stvar, ne, rekla, v ta svet, ne, v to veliko, rekla, rušenje na zahodu, za kratkotrajne države teh, zdaj rečem, barbarskih, čeprav ima negativno konotacijo ljudstev, ki prihajajo v Severno Italijo, v Francijo, Španijo, Severno Afriko, ne, rekla, v ta svet vstopi ljudstvo, ki ga mi nazaj pravzaprav iščemo in ga imenujemo Slovani. Ne? Kdo so ti? Kdo je to ljudstvo? Ne? A imamo kakšne zgodovinske vire? Mi vsi vemo, da je pravzaprav ta skupne slovanske korenine, ta sanja o skupni slovanski državi, pravzaprav sanja 18. 19. stoletja, pa vendarle, dajmo pogledati zgodovinske korenine nazaj. Ne? Zanimivo je, da Slovani so kot ljudstvo malokrat omenjeni. Zakaj? Zato, ker je dejansko pravzaprav so vedno vključeni. Smo videli pri Hunih, smo jih videli recimo pri Gepidih, pa smo jih srečali recimo v gotskih vojskah in tako dalje. Na zgodovinski vidi, ta veliki papež Gregor Veliki, ne, smo sredina, druga polovica pravzaprav 6. začetek 7. stoletja, to je točno ta čas, ko govorimo, da naj bi se začele prve skupine naseljevati tudi na naše področje. Kje so ta čas, kdo so in kaj pišejo o njih, ne? Mogoče bo papež Gregor Veliki kaj vedel, ne? Si vidimo tukaj, Sveti Duh mu prišipetuje na uho, ne? To pomeni, ne? Ta risba. Tako se je pač takrat izražalo, ne? In seveda pisar, ki zapisuje seveda tisto, kar iz svojega velikega vedenja, iz dobrega poznavanja knjižnic, virov in tako naprej. Ne? No, tlele ga imamo in sicer pravi jasno o roparskih pohodih. Ne? In to je točno ta čas, ko padajo zadnje škofije, Sirmium, naprej Petoviona, Emona, ne? Imamo točno takole kocke, ne, če ga izkopavamo, potem vidimo recimo zadnje naučne najdbe, zadnje znaki življenja, ali pa če hočete zadnje, pravzaprav te neke priče materialni kulturi se zelo ujemajo, ne, pravi, padajo mesta, ne, zelo tragično je to poročilo, pravi, v cerkvene, kajti to je krščanski svet, zahodu in vzhodu, ne, in on pravi takole, ne, ob cerkev stoji v tem času tudi v Kranju, ne, sem Kranj je dobro zaščiten, cerkev stoji tudi v Celeji, na Petovioni, vemo, Sveti Viktorin tam deluje, ne, že v 3. stoletju v Emoni, ne, vemo, škofa Maksimina in tako naprej. In v Celeji, ne, in pravi ob cerkve,
oltarje privezujejo konje, ne, pobijajo ljudi, ne, mesta izginjajo v požarih, device so jim za igračo, ne, tako zelo tragičen opis, ne, to so roparski pohodi, ne, in pravi tudi, no, tlele jaz malce mlajši, že srednjeveški, ne, se ga vidimo v krščini vir in sicer točno kaže, ne, kako so zgledale te strahotne obleganja, tudi obleganja Konstantinopla, pa Konstantinopol se je znal obraniti in sicer, da je najemal med temi istimi vojskami, ne. No, in gremo pogledat, Pavel Diakon je živel v Monte Cassino, to je od Rima dol, če greste proti Neaplju, sigurno ste bili najstarejši benediktinski samostan, ne, in seveda, ja, to je tista najpomembnejša bitka, kot ti rečemo, ne, ker je tudi en bla zgodovinski, ne, ker ni res. Ampak kakorkoli, ne, bil je doma iz današnje Furlanije, iz Čedada in 200 let kasneje, ne, Pavel Diakon napiše, in to je silno pomembno izhodišče, ne, pravi napiše Historia Langobardorum, ne, se pravi Langobardov, ljudstvo, ki je, vemo, s pogodbo zapustilo, ne, pri Justinjanu imamo zapisano, 567, se upravičujem, ne, zapusti s pogodbo ozemlje Panonije Slovanom, ne, jih točno je napisano, ne, in tudi imenuje jih, no, ampak da Pavel Diakon pa tudi zelo lepo imenuje, pravi, najprej, ne, čeprav 200 let kasneje, ne, ampak recimo za 200 let bi se še dalo kaj napisati, če imaš neke vire, ne, in v samostanih so jih imeli, ne, in je bilo tudi izpričana zgodovina, so vsi ti kralji so dali napisati. Langobardi se umaknejo v severno Italijo in on napiše, ne, pravi takole, ne, najprej so se naselili pravzaprav na Koroško, ne, in pravi zgornja Drava, Bavarci, z Bavarci so bili boje, ne, in potem seveda opiše kaj drugega, tudi roparske pohode v Furlanijo in Istro in naprej, ne, to je kot 6. in 7. stoletju uničenja tamkajšnjih mest, ne, se pravi, kar je bilo, je ušlo, ne, ampak zdaj pa gremo kaj ni ta pravi karti in smo na tem področju, se pravi, tlele jih imamo, tlele gor, tiste bele lise, ne, imamo še srečo, da so imena napisana, ne, se so itak karte današnje, ne, ampak vendarle, lejte ga. In tole je, kar delujejo povezovalno in so vsaj občasno sodelujejo zavezniki, to je vzhodni rimski imperij, ki nadzoruje tudi naše obale, bomo tudi videli pri materialni kulturi. Raveno kot velik center, ne, Benevento, naprej dole, rekla, jug Italije, ne, Langobardi, ki imajo svojo državo in na ta vrata pritiskajo zdaj seveda, če jih pogledate, pravzaprav ta avaro-slovanska ljudstva in Bolgari zadej, ne, tlele se pa že velika tvorba Franki, ne, ki pravi čas prepoznajo, da je treba vstopiti v krščanstvo, zato da bi dobil politično moč. Kaj se dogaja okoli in okoli? Tega ponavadi ni na naših kartah, ne? Kot požar se širi pravzaprav arabska zasedba, ne? Islamska kultura, ne? In pa zasedejo mesta, ampak tudi za zgodnje omajade, ne? Je zelo značilno pravzaprav, da imajo strpno večkulturno, več virsko politiko, zato ker vključujejo seveda mnoge staroselce, tako je, ne, se Arabci so pravzaprav tukaj doma in so oni staroselci, gre samo za novo politično organizacijo, ki seveda je združena z novo širjenjem islama, ne, se pravi imamo vzhodni svet, krščanski svet, zahodni svet, ki šele bo krščanski oziroma katoliški in islamski, muslimanski svet, ki se okoli in okoli širi in se že zajeda zelo nevarno v Evropo in seveda tudi na Sicilijo, jug Italije in tako dalje, ne. In tukaj zadej je tisto, kar imenujemo slovanski svet, ne. Vstopajo
In zdaj, če pogledamo, Pavel Diakon, ki sem ga prejle navedla, eden redkih virov, vendar zelo, zelo pomembni, pravi, kako že, padajo mesta, padajo ampak pravi zelo natančno, In sicer sredi 8. stoletja, se pravi 7. stoletje, napadajo do Istre, Furlanijo, so gore že, skupaj zavari, In zdaj, če pogledamo ta citat, pravi, da je Carniola sclavorum patria. Pravi, nekaj prevladuje, kar jim da značaj Slovanov, slovanske kulture, drugačne kot je v Bizancu, drugačna kot je Langobardska, ki govorijo svoj germanski jezik, drugačna od staroselcev do Stankov, ki verjetno govorijo latinsko ali pa še kaj drugega, In sclavorum patria, kaj bi jih najbolj označilo? Gotovo značilno za to mora biti jezik, A so zdaj kar vsi na novo, a so vsi naenkrat, a je vse, gotovo ne, bomo skušali skozi materialni jezik tudi pogledati. Zdaj pa, zgodovinski viri so zelo redki, Zgodovinske vire je treba brati, tudi če bi danes šli brati, recimo, poročila, kako bi že pisali, recimo, politiki, kam nas dajajo, med Jugoslovane, pravzaprav, In če zdaj mi vzamemo ta vir, bomo pač Jugoslovani, še zmeraj, 25 let ali pa mogoče še 50, Bog ved, če bo nekdo napačno napisal, to je vendarle neka, rekla, tle je treba vsako stvar z dvomom, tudi arheologija vzeti, ampak vendarle, zdaj tudi te karte so malo hecne, tlele imamo Bizanc, tlele imamo Langobarde, in če pogledamo, zadaj so pa neke skupine, ki jih imenujemo kulturne skupine, arheolog nima imena napisanega gor, ampak gleda, kakšen je material, kakšna so bivališča, kakšen nakit, kako pokopava, in dokje so te značilnosti. In te kulture so poimenovane, najbrž vas bo zanimalo po čemu, Pravzaprav največkrat po nekih najdiščih, recimo Praga, zato ker je Praga zraven, In vidimo, te kulture so pravzaprav tiste, ki bi jih lahko imeli za tedanjega, ki bi lahko bili nosilci, nekih skupnih slovanskih korenin. Zdaj, če naredimo takole približno karto, vidimo, da bi iz tega se lahko širile poselitev zahodna in južna slovanska veja in seveda vzhodna. Koliko ta karta drži? Seveda zdaj, če primerjamo neke arheološke, zgodovinske vire, potem seveda bomo rekli, verjetno res drži. In jaz pa pač mi boste oprostili, ker sem arheologinja, nimam druge razlage in pač bom išla iz tega stališča. Verjamem pa, da marsikdo to drugače gleda in ima vso pravico. Ampak dajmo pogledati, zakaj vendarle vztrajamo na temole. Zdaj, ta karta, zdaj, če pogledamo recimo na taka risba, značilna ozemlja vkopano prebivališče 6. in 7. stoletja, ki jih najdemo, ampak ta značilna prebivališča, to bi bile danes ekohiše, rekla, zelo dobro, za nekim štedilnikom, niso omejena samo na slovanski svet, so omejena, ne samo omejena, ampak bi rekla prvič živo nasprotje tistega, kar je visoki civilizaciji antike, rimskega sveta, Konstantinopla, pa tudi že arabskega sveta, če hočete, in seveda sovpada tako z germanskimi, kot recimo slovanskimi, če jih tako ne imamo, ljudstvi. Pa vendarle so značilne za ta svet, kamor ga mi vežemo s prihodom Slovanov, 6. in 7. stoletje. Zapomnite se te brezoblične lonce, take pusti so bi človek rekel, za kakšen ričec skuhati, pa kaj takega. Ampak slika je tako podobna, vam bom povedala, boste tako jih tudi prepoznali. To preprosto keramiko, ki jo uporabljajo, naredijo, zato da imajo shranjeno pač razno prehrano, žito in tako naprej, da kuhajo v njih, ta je imenovana ta tipična slovanska keramika, rečemo praškega tipa.
zdaj pa prvo poselitev, zdaj pa le vendarle gremo v naš prostor, ne, imamo Langobarde, imamo, ja, kaj, ni prazen, staroselce, ki govorijo različne jezike, Germane, ki so pustili svojo sled, Avari, ki so pomešani, ne, in tista dežela poselitev, tista prva barbarce tlele gor, in gotovo nimamo, ne, med sosedi takih meja, kot jih imamo danes, ampak ljudstva se med sabo mešajo, prevladujejo pa govorice in navade, brez doma, ne. In zdaj, če pogledamo, pravzaprav tisti prvi poselitveni sunek, ki jih lahko sledimo, prvič z zgodovinskimi meri in drugič tudi z arheološkimi, ne, je sredina 6. stoletja. In zdaj, če tle pogledamo, ne, pade antična škofija, stara škofija Petovijo, mesto Petovijo, tisto spode zginjen slovanski svet, pravzaprav gor na vrhu, ne, na panorami najdejo in še druge. Ne, in če pogledamo, pravzaprav tukaj bi lahko rekli, da se verjetno premaknejo iz neke srednje, moravske, češke proti današnjemu ozemlju tudi Slovenije in Hrvaške. Ne. No, in zdaj pa spet se vprašamo, ne, in tudi ta poročila, ne, prekrasni srednjeveški rokopisi, ne, ker že zelo prepoznavajo, ne, tudi Slovane med njimi, ne, kjer jih rišejo seveda kot, rekla, res kot silovit, skupaj z Avarija, ne, napadalce, uničevalce, ne, in dostikrat seveda tudi roparje v službi tujega gospodarja. No, daj, če pogledamo, v spominja, ne, na tisto hunsko, seveda stepska ljudstva, ki so odirala konjenico, ki so bila seveda temu primerno oblečena, ne, rekla, prepoznamo novo stvar, to je streme, ki ga prej nimajo, rimska vojska stremena nima, ne, te pride šele za varo slovansko vojsko. Seveda pas z nožem, bojnim nožem, tulec s sulicami, vse leseno, potem je seveda lok velikokrat je to sestavljen, zato da bolje nese, včasih čelade, včasih ne, predvsem pa ti pasni jezički, no, tlele imamo rekonstruirano nošo in tlele je takšen jeziček, avaro-slovanski, ne moramo reči, da je res slovanski, gre pa lepo v čas in je blizu Bohinja, oziroma tudi Homna Soro je najdeno, ne. No, in zdaj, če gremo naprej, ne, so rekli moji kolegi, Timo, a ne, zato, ker so tile v Prekmurju, ob avtocesti, bila najdena obgradnje avtoceste. No, zdaj pa pojmo pogledati, kaj, nekaj takega, kar nikakor, a se spomnite prejšnje keramike, ne? Rekla, absolutno ne morete primerjati, ne za prejšnjo rimsko, ne s praskodovinsko, ne s pozno antično, ki je pod vplivom Bizanca, kot vidimo, ne s germanskimi, ampak zanesljivo tukaj. In nekatere, in ker kopljajo zdaj seveda ne samo po lomcih, ampak kopljajo, bom takole pokazala, po plasteh, se pravi, da veš po plasti tako, kot če bi odgrinjal, recimo, knjigo odpiral, ne, dejansko datirajo, ko bom rekla, s pomočjo C14, datirajo s pomočjo stratigrafije in pa seveda za predmeti in še zmar še s čim, ne, ker naredijo analize in najdena keramika je dejansko prva pri nas, najstarejša vasi v Prekmurju in sicer gre v sam konec 6. začetek 7. stoletja. Lejte, to je tista, ki sem vam jo kazala prej in take kaze, če ne bi bilo pod napisa, bi mi nasedli in bi rekli, naša je, ne, ampak bomo rekli tako kot Prekmurci, tukaj smo, ne. Ali so prišli v prazen prostor? Ravnina skoraj gotovo. Ravnina je nevarna. Ravnina so se ljudstva umaknila, itak so zdesetkana zaradi nevarnosti, zaradi slabih ekonomskih pogojev, ne? Ampak vendarle. No, in gremo naprej, ne? Karto, zdaj takole smo, ne, se pravi, avaro-slovanski zadej že imamo bolgarske naselnice in v tale prostor, kamor bodo pritisnili, ne, še vedno Langobard tukaj. No, če pogledamo v Kranju, kako se to pozna. Ne, okoli, to je bil moj namen pokazati, te izkopavanja in te raziskave je delal dr. Milan Sagadin, ogromno Timotej Knefic, Andrej Pleterski, tudi mnogi drugi, ampak
rekla, res tukaj krajinske, so prav dr. Milan Zagatin in tudi veliko krat predaval, objavil, doktorat napisal. In kot vemo, Kranj, ki je nastal na Pomolu, je zelo varno mesto med Kokro in med Savo. In ko vsa druga mesta zaradi nevarnosti, Emona, Celeja, Petovija padejo, Kranj postane vojaška postojanka, seveda Langobardov, ko imajo Germani, Goti, Franki, recimo to čez, če tako rečem. In na prostoru, kjer stoji današnja cerkev Svetega Kancijana, ta je iz 15. stoletja. Če bi jo sneli gor in če bi šli pogledat spodaj, verjetno vsaj 2-3 starejše cerkve, najstarejša gre v sam pozno antiko, čas Bizanca, mogoče Justinijana, ne vemo točno, mogoče še malo prej, padec zahodnega rimskega cesarstva in pa seveda, se pravi, konc 5., gotovo 6. stoletje in krstilnica zraven, da je to res, kaže že ime. Kako je ime cerkve? Ja, Sveti Kancijan, ne, in Kancijanila. To je prastaro ime, ki je povezano z najstarejšimi svetniki, ki jih prinesejo iz Ugleja. Se pravi, že v pozni antiki. Zdaj pa to ni tako važno. Ampak konc 6., začetku 7. stoletja mogoče, se pravi, je varen, Kranj je varen. Tukaj so se umaknili ostanki prebivalcev, ki so pomešani, ne? Staroselski, rimski, že pozabili, ne? Pa Germani, pa Bog ve do vse. Staroselci, ne? Ki so varno obvarovani, ne? In začnejo pokopavati okoli cerkve, ker so kristjani. In najstarejši uhani 7. stoletja, največji grobovi, se jih prepozna, prek 1500 je teh grobov in še kasneje vse do konca pravzaprav Marije Terezije, pred 200 leti nehajo pokopavati, zraste nova cerkev in tako naprej, ampak tukaj je velikansko grobišče. No, zdaj pa da pogledamo ostale grobove, ne? Namreč in najdbe. Okoli na Kranja, konec v 7. stoletju, 8. stoletju, že imamo te prve pogreznjene sledi teh hišk. Čista slovanska kultura, ne? Ampak konec 8. v 200 letih, ne, so se pa spoznali, pa se reče, lušni fantje so lušne punce vzeli, ali kako je že to, ne? In če pogledamo, pravzaprav konc 8. v 9. stoletju, Zagatin pravi po pri grobovih, najštevilnejšem grobišču, ki je v Kranju, prepoznamo pravzaprav poteze skupne in rečemo slovanske kulture. In v tem bomo mogoče se še malo pogovarjali, ne? Kajti po 200 letih, ko smo tukaj, ko se mešamo, ne? Jaz imam še vedno dvome, a smo zdaj res samo Slovani, a ne? A smo že kaj drugega ta časa, ne? Kajti zlita je ta kultura staroselcev, kot vidimo, prišlekov kasnejših, umešnih ne vem koga, ne? Pač naša oznaka velja za nazaj. Upam, da nisem prekomplicirana, ampak se bomo šle. Gremo na Kras, da ne bomo sam po Gorenskem, si ne boste kaj domišljali, ne? In imamo potem tlele seveda 8. stoletju prej so upadali, zdaj pa imamo že poselitev, ne? Rekla, in se izoblikuje že jezikovna meja. Imamo v samem Istri, imamo na obali bizantinska, romanska jedra, to je bistvo Istre in dalmatinske kulture, da so jedra vedno romanska, kasneje beneška, priseljenci iz Italije, medtem ko okolica pa seveda je slovanska, ne? In seveda spopadi z Langobardi, ne? Se pravi preplavitev. In zdaj, če gledamo pogledati rekonstrukcijo tiste noše, ki jo delamo na podlagi najdb, ki jih najdemo, kajti ti grobovi 8. 9. stoletja so pravzaprav skromni, ne? Imajo predvsem neke na trakove prišite razne obročke, uhančke, kakšen prstan za pesnico, to je to običajno prebivalstvo in če ga pogledate, to je iz najdba iz tega najdišča grobov okoli Farne cerkve in še enega, preprost bronast uhanček za stekleno jagodo, pa bronast uhanček
kamenček z več bronastimi jagodami, kot rečemo, ali pa recimo prekrasni srebrni kovani uhani, podobni in enaki, kot jih najdemo, tale je zbleda, da me ne boste napadli, a ne, pozlačen. Rekla, prekrasen nakit, takega, kot bi ga našli, bomo takoj poiskali še tlele polno srebrnih obročkov, kot bi, no to pa je, zdaj pa deklica, ki se je oblekla v nošo tako, kot so jo našli in rekonstruirali na Slovaškem, v Panoni, a ne, kar je, ti uhani so nastali pod močnim vplivom Bizanca. Zakaj? Zato, ker seveda mojstri potujejo, izdelujejo, ne, in moda se seveda prenaša, pa vendarle, ne, na tem slovanskem prostoru so res edinstveni in primerljivi. Se pravi, imamo način gradnje hiš, način keramike, način oblačanja in očitno tudi jezik, pa vendarle mnogo je še ostalega. Zdaj pa gremo pogledati, da ne boste, je tako vroče, a lahko odpremo, drugače bomo kar poginili. Dajte, sejno pa moje, da noben ne prisluškuje. Ja, ampak mi smo vendarle v Evropi, zdaj smo vse na zahod pogledali, na vzhod. Kaj pa je na zahodu? Ja, naš dragi Karel bi človek rekel, Karel Veliki, ne? Lejte ga, prosim. Ja, naš Karel, v redu. Ne, in sicer, če pogledaj sredina 8. začetek 9. stoletja, jaz bi rekla res najpomembnejši čas, ko se pri nas, recimo saj Kranjev, Gorenjska, rekla Ptuj in tako naprej prostor tudi Koroške, ne, rekla izoblikuje tisto, kar prepoznamo kot značilno, rekla z nekim imenom slovansko. No, Karel Veliki, tale velika, no takale zaponka najdena na pletu, če jo pogledate, je okrašena, ženska jo je nosila in sicer je okrašena za kronano glavo, očitno ima, gor je imela beč, ne vem, kaj se je zgodilo, ne, ampak ima Karla Velika, se pravi, močan vpliv Zahoda, oziroma politično seveda pripadnost, ne, ima seveda nekla že pravzaprav Franki stegujejo močno svojo oblast. Ampak mi zdaj gremo na vzhod in tisto, kar bi rada povezala. Namreč, Ciril in Metod sta, lejte, to je pa točno tam nekje, malo je že, no, 812 umre, ampak bom rekla po Karel Veliki, zdaj če pogledamo 9. stoletje, kar bi rada povezala. Ja. In sicer dva misionarja, dva brata smo že zadnjič jih omenjali, ki sta zelo pomembna pravzaprav zato, da se je jezik ohranil, da je ta močan značaj slovanskih jezikov pravzaprav, ne, ki se danes v Evropi toliko milijonov dejansko še vedno govori, navkljub močni germanizaciji, romanizaciji in drugim vplivom. Ne. No, če pogledamo, kdo sta, tle imamo eno sliko, in sicer sta iz Soluna, skratka tam, kjer smo rekli, da živi veliko slovanskega prebivalstva, ki imajo možnost pravzaprav ohranjati svojo identiteto, vemo, da so jih vključevali zelo uspešno, da so se šolali v Carigradu in da začneta delovati kot meniha, ne, tle vidimo, da je bil pač v samostanu, opla, gremo nazaj, a sem prav, ja, to je ta karta, ki smo jo rekli, in sicer okoli in okoli že imamo močno slovansko prebivalstvo, ne, in pa bizantinski imperij, ki zelo uspešno vključuje od Siricev do različnih drugih kulturi in religij v svojo upravo. No, če gremo malce po njuni poti. Konstantin in Metoda, ne, sta bila dejansko odposlana najprej zato, da bi prinesli
prinesli ostanke svetega Klemena v Rim, sta se odpravila ob Črnomorje in sicer na Krim. Tam to je bila diplomatska naloga, se pravi, sta bila zelo izobražena, politično aktivna, bi temu danes rekli, ki sta razumela dobro svoje delovanje in sta tam prinesla te ostanke in jih nesla v Rim. Se pravi, sta bila zelo dobro zapisana v Rimu, pri papežu, tlele jih imamo v Lateranu, sta prikazana, kako prinašate ostanke in kako je freska iz 11. stoletja, relikvije prinesla in tako si dobila, bi rekli, politične točke. Nekaj se pa zgodi, 822. Dejansko pravzaprav se začnejo trgati izpod močnega frankovske oblasti, rekla velikega vpliva, kamor je frankovska država tudi skušala na zahod, na področje Češke, področje Podonavja, recimo današnje Slovaške, tudi Mačarske, pošiljali so svoje duhovnike in pošiljali in prekrščevali so to prebivalstvo. Je knez Rastislav, ki je želel se iztrgati izpod te oblasti, prosil bizantinskega cesarja Mihaela III., kjer smo, takoj po sredini 9. stoletja, da pošlje svoje škofa, je prosil. Ampak ni bil Mihael, se je zavedal te politične, bi nam zrekli, nestabilnosti in pravi, dobro, pošljemo misionarja. In sicer zakaj? Zato, da bi prevedli neke knjige, rekla osnovne tudi zakonike v slovanski jezik, zato, da bi molitvenike naredili in seveda tudi zato, ker je Bizanc zelo stal za tem, da ima to odprto politiko, da bi opravljali bogoslužje v jezikih narodov oziroma ljudstev, tistih, ki jih v njihovem maternem jeziku. No, in zdaj, če pogledamo, to je prav čas, ko se iztrga velika Moravska izpod nad oblasti Frankov in postane samostojna in se tudi združi potem z ozemljem ob Nitri, središčem v Nitri. To je danes Češka in pa Slovaška in pa seveda del Madžarske. Da ne bomo zdaj in sicer knez Pribina je bil v Nitri, na kar ga potem izženejo iz Nitre in odide v Blatno jezero in ustvari spodnjo Panonijo kneževino, kamor sodi tudi naš Ptuj, in tole se združi v Veliko Moravsko. Megale Moravija, v dokumentih, latinsko Moravija Magna, rekla ime, ki ga potem šele v 10. stoletju uporablja, pa vendar, to je prva država, velika, osrednja, v središču Evrope, pravzaprav slovanska, ki se mora povezovati na eni strani z Bizancem, zato da bi vzdržala pravzaprav kot rekla z tega hudega nasprotnika Frankov, ki se hoče širiti in seveda širi germanizacijo, kristjanizacijo iz prostora Salzburga, Salzburske nadškofije. In zdaj, če pogledamo, se pravi, tle smo omenili, kneza Pribino pravzaprav premaga in ga potem zavlada Pribina, odide v spodnjo Panonijo in tukaj vidimo, da pod Svetopolkovo oblastjo pravzaprav doseže konec 9. stoletja in že takoj v začetku 10. stoletja pravzaprav tudi pod Madžari konec te velike države. Rekla, to je ta Svetopolk, mi ga poznamo tudi iz literature, da pravi, to je dosti trdna, pomembna in ogromna
državna tvorba. Na eni strani Franki, ki vidite, da pod njihovo nad oblastjo imamo seveda tudi naše ozemlje, na drugi strani močna bolgarska država že in tukaj nekaj imamo to spodnjo Panonijo. Ne vemo točno, kako velika, kje so meje, vemo pa, da je pravzaprav to zelo pomembna državna tvorba, ki ima seveda tudi kulturne inštitucije, ki ima svoja mesta, ki pa so grajena na en poseben način. Imam zelo lep video, ga bom pozneje tudi pokazala. Še enkrat, če pogledate različne karte, jih boste dejansko videli razlike. Ne? No, in jasno, to je v sredini Evrope, povezana z Konstantinoplom, pomeni seveda z Bizancem, pomeni seveda zelo hudo grožnjo. Gremo zdaj v to situacijo in smo rekli, da bi se tega vpliva rešili, prosi knez Rastislav, tlele, če znate brata, ne, boste še prebrali, da se odpozle škofa, ampak pošljemo potem ta dva brata, ne, no tlele jih imamo in kaj napravita, ne, izumita ta jezik in izumita pravzaprav pisavo, ki je prilagojena slovanskemu jeziku. Jezik, ki naj bi bil, verjetno je nek dialekt, ki vlada tam okoli Makedonije, okoli Soluna, ne, in seveda temu tudi prilagojen. No, da še enkrat, sveta brata potem zapustita, rekla, delujeta na Moravskem, potem zaradi pritiskov in sporov tudi zapustita Moravsko in potem gresta čez naše kraje, ne, to je, smo tam druga polovica 9. stoletja, ne, to je tudi čas, ki je pravzaprav silno pomemben pri nas, ne, ko govorimo o kneževini Karneolije, ne. No, in zdaj še, če pogledamo, potem se gresta proti Carigradu, se vrneta potem nazaj in ne gresta več v Nitro, temveč sta pri Koclju v Blatnogradu. Zdaj pa seveda papež, ki se zaveda njunih zaslug, kaj to pomeni, ne? Ima pravzaprav dovoli opraviti bogoslužje v slovenskem jeziku. Tukaj pa ta razlika, kaj ti prav Karel Veliki je pa predtem govoril, da je edini jezik je latinski, edini kulturni, edini religiozni, ne? Da je pa ta pravzaprav pritisk na to, ne? In prevedeta te svete knjige in še, da bi vedeli, kako je to silno pomembno, ne, pravzaprav jih prineseta in jih postavijo eno največjih papeških bazilik, je eksteritorialna Santa Maria Maggiore, gotovo ste vsi tam bili, to je zdaj seveda kasnejša, v notranjosti pa ima ohranjeno, prav iz tega časa, pravzaprav in mozaika in zgradba in tako naprej, in položita prečudovita, ne, to je vse baročno, inkovsko zlato, položita na oltar, seveda starejše cerkve, te svoje knjige, ne, se pravi, imajo zdaj zavezo in Konstantinopla in Rima, ne, ki tukaj delujejo. No, in tlele jih pogledamo, ne, in bom rekla zdaj, kaj pomeni, ne, da postane z, bi rekli, žegnom papeža, slovanski jezik ste enakovreden hebrejskemu, grškemu in latinskemu, ne. Pravi, to je tisto, in seveda se ga zapisuje. Sem rekla, da bomo omenjali točno to. Kaj je presodnega pomena, da se neka stvar ohrani, ne? To pravijo Latinci, ne? Scripta manem, tisto, kar je napisano, se ohrani. Tukaj jih imamo, ne? Naslikane, sicer še rekla ste kasneje, ampak vendar vidimo, ne, pri njunem pomembnem delu, ne? In ta glagolica, kasnejši, no, še tole, če pogledamo, pravzaprav, no, samo na hitro, Konstantin potem umre, namreč se da prekrstiti v Cirila in je pokopan potem tudi v Rimu, ne, no, tlele, v Lateranu, v cerkvi svetega Klemena, no, in Metod se ponovno vrne v Panonijo in postane pravzaprav panonski nadškof, ne, da pravi, zelo za malo časa, vendar silno pomembno, ne, in seveda Bavarci norijo, ne, Franki norijo, dajo ga ujet, ne, rekla, za kratek čas papež posreduje, da ga izpustijo,
Rastislav, slovanski knez, seveda umre, Metod se potem vrne ponovno in to delovanje je seveda obrodilo dokument. 880, se pravi konec 9. stoletja imamo mi dokument, to je to znamenito pismo Industrija je tuja, pa veš dovoli rabo tudi uradno bogoslužnega slovanskega jezika, zdaj pa imamo seveda probleme. Metod kmalu zatem umre, pokopanje, ne vemo točno kje. In tudi vidimo, se pravi jezik, pisava, delovanje, velika država, prestolnica, prve cerkve, ki segajo v ta čas, tukaj smo Moravska, Slovaška, del Madžarske in seveda Panonija, kaj se tu je zdaj del Madžarske in tudi zelo verjetno del te Kocleve državne tvorbe sodi tudi Ptuj, ne pa ostali del Slovenije, potem imenuje potem še svoje naslednike in sveti Kliment, ki deluje na Ohridu, izume novo, lažjo pisavo, ki jo imenuje po svojem učitelju Cirilica. Pravi, cela zgodba, tlele ga imate, kijevski misal v 10. stoletju, napisan v glagolici. Zdaj pa, če bomo pogledali Nitransko trdnjavo, ki je bila zgledala ta mesta in trdnjava zgledala drugačna kot zahodna kultura, mnogo bolj podobne, če bi šli seveda gledati recimo Kijev ali pa na Poljsko ali pa kam drugam, Zavarovani pa vendarle so blizu, pšešnjimi nasipi, razumljivo, Notri so pa zelo pomembna, upravna, se pravi, če so imeli knjige, če imamo prevode, če imamo cerkev, če imamo sodne knjige, zakonike, vse to je moralo biti sodstvo in seveda obrtna središča, kamor prihajajo številni obrtniki iz Konstantinopla, iz Jadrana, verjetno tudi iz arabskega sveta in zdaj tlele še rekonstrukcije, če pogledamo, ena teh velikih utrt, vojna, ki je bila kar na 11 hektarjih se razprostirala, smo v 9. in 10. stoletju, tik pred tem, ko bodo nastala že prva srednjeveška mesta, takole, obdana potem z jarki in pa nasipi, ki so segali do 10 metrov visoko, znotraj pa preproste, se pravi, ni tiste slavne mogočne arhitekture, kot smo je navajeni na zahodu ali pa kje drugje, pa vendarle. Zdaj pa gremo k nam, zdaj že verjamem, da ste počas že siti, in sicer imamo, smo rekli napisano, Carneola Sclavorum Patria, to ne bi bilo tisto, kar bi bilo verjetno v 9. stoletju na našem področju, Rekla postane neznosen Jarem Franki, kajti tukaj smo direktno pod Franki, in se točno piše, pridružijo uporu in sicer Slovani ob zgornji Dravi. Ko obračunajo vsi z Ljudevitom Posavskim, se vrnejo nazaj in pravi obračunajo tudi z uporniki ob zgornji Savi. To bi pomenilo verjetno z slovanskimi knezi. Tlele imamo zdaj to Koclevo državo, verjetno tudi Ptuj noter, vse ostalo pa pravzaprav je pod Franki. In še enkrat, če zelo nakratko pogledamo, ni nekaj novega krščanstva. Prvič krščanstvo ostane v pozni antiki. Smo rekli, krajnka ima cerkev. Imamo pravzaprav iz tega časa, pošljejo že v 8. stoletju Salzburška škofija, ne čaka, Modesta za nalogo, vemo, da po kristjani ni vedno vse uspelo, se ohranijo te, rekla, pravzaprav zelo dolgo poganski obredi, to je v 19. stoletja še mogoče, in še danes, in bom rekla, razdelijo si potem, že Karel Veliki ozemlje med Uglejsko cerkvijo in pa Salzburško nadškofijo, zdravo, to gremo od 800 do začetek 9. stoletja. In seveda je tudi Karel Veliki obnovil ta svoj politični program. Za njega je bilo bistvenega pomena, da postanejo katoliki, da prevzamejo, da se povežejo z papežem in seveda, da dobi s tem politično moč. In kaj to pomeni? Da je naredil cel program,
bi rekli, politični, kamor sodi tudi gradnja novih cerkva in pa številne prenove. Tako da recimo skoraj gotovo v Kranju, ker je ne skoraj gotovo, so jo obnovili, ker je bila še stara ali pa na novo pozidali in sigurno bom rekla prenove tudi na Blejskem otoku, kjer gre verjetno vsaj za starejšo kapelo. Ne? No, in v 9. stoletju, bo rekla, na drugi strani pa si delujeta seveda Ciril in Metod. No, pogledamo materialno kulturo, da pravi tiste stare uhane iz 7. stoletja, novo oziroma slovansko, kar imenujemo, kar si je zelo podobno, kot bi pogledali kje v Panoniji, Veliki Moravski, verjetno tudi pri Bulgarnih ali pa Makedoncih in potem že znake krščanstva. Tlele gor je orel kot znak svetega duha, križ, ki se pojablja na fibule, to so že 9. in 10. stoletje. Ne? No, in tlele, da boste rekli, da sem pozabila na Bled, ne? Imamo pač že tudi kapelo z pokrožno apsido konca 8. stoletja, verjetno starejše, veliko starejše svetišče, ne? Tako kot je tudi Prešeren opisal. Ne? Rekla, in okrog njega, okrog te cerkvice potem tudi pokopališče. Dlesc pri Bodeščah, kjer je tudi slovansko grobišče in kjer imamo v tem času tudi nožiček za prirezovanje peresa, gosjega peresa. Ne? Se pravi, da brez dvoma ti ljudje so bili izobraženi, pismeni jezik bo, a me že podite ven domov, ali kako? Ja, ne, bom rekla, seveda so zapisovali, ali je bilo to, kateri jezik je bil, to pa je zdaj pomembno vprašanje, ne, verjetno, ker smo na tem zahodnem delu skoraj verjetno bi lahko sklepali na latinščino, vendar najbrž, ne vem, če poznate, to je z Lesca, ne, in sicer tista prelepa zgodba, namreč tudi izročila prastara so še vedno zelo živa, ne, kot pravi Andrej Pleterski, ne, v skladu za staro bohinjsko pravljico, ne, namreč na Lescu potekajo in njive, in vas je rasla, in pokopališče, in pa gomila, tako da se dejansko ujame za potmi sonca in tista lepa zgodba, ne, še vedno bi jo lahko tukaj oživeli, ko za Božič se spuščajo žarki iz Triglava navzdol, če zjutraj vstaneš, to vidiš, ne, in to so dejansko duše umrlih, ne, ki se hitijo v dolino materi zemlji v naročje, da bi jo otoplili, da se bo obudila v ponovno rojevanje. Ne. Se pravi, čeprav po kristjanjenju, ne, ampak vidite, ne, da ta zlitost pravzaprav z naravo, za starimi izročili, kaže močno mešanje staroselskega novega, ne, kjer je pa seveda tisti strat jezikovni, ki prevladuje. No, še zelo na hitro, med pomembnimi najdišči je seveda Gradišče nad Bašljem. Žal, jaz vedno rečem žal, premalo objavljeno, premalo je tistega, kar pravzaprav vse o tem pripoveduje. Moramo čutiti dediščino, ne? Rekla, odkriti so bili, prav tako rekla, odkriti so bili deli vojaške, če v Kranju pokopano, navadno prebivalstvo, bi rekli, ženske, moški z nožem, ženske z belom nakita, ampak ni nekaj presežnega, pa vendarle zelo veliko, zelo bogato, ne, tudi na Bledu. Kaj pa nad Bašljem pri Preddvoru? Dejansko imamo del vojaške opreme in sicer značilno aristokracijo, se pravi knežja oprema, tisto, kar najdemo na Velikomoravskem, kar najdemo v Panoniji, seveda delno tudi značilno za Franke, ne? In seveda z srebrnimi okrašenimi predmeti. Gremo pogledati, kaj je. Aha, ne, najdbe imamo potem. In sicer, kaj lahko sklepamo? Prvič, ali se je ta slovanska aristokracija, knezi, ne, njegovo spremstvo, njegovi, recimo, ne vem,
sinovi recimo umaknili v spopadu za Franki, ker vemo, da je šlo za spopad recimo z 820. 21. oziroma 22. Pri Sisci, današnji Sisak, ali pa mogoče imamo tukaj ohranjeno tako kot Moravska, tisto najdišče, to se če dalje bolj moji kolegi nagibajo mladi k temu, in sicer pravi poseben prostor obrednega darovanja orožja. Tisto, kar je bilo najbolj dragoceno, kar se odloži kot znak pravzaprav povezave z nekimi božanstvi, ki seveda nikakor niso krščansko, ampak je nekaj, kar so sabo pripeljali, verjetno, da bi šli to. No, gremo še na eno vprašanje. Moje vprašanje se je glasilo. Smo na frankovskem območju, treba je latinščino uporabljati, pa vidimo, da se vidi celo v materialni kulturi, v gradni cerkva. Pa vendarle, ali je bil med brižinskimi spomeniki in zakaj so nastali in v katerem jeziku? Kakva povezava? Pojmo pogledati, Se pravi, kot vemo, so najstarejši ohranjeni, če greste kamorkoli pogledati, brižinskimi spomeniki, čeprav so spomeniki, se ubadajo slovenisti. In kaj pravijo? Da so najstarejši zapisi v slovenščini, in najstarejši zapisi v kateremkoli slovanskem jeziku pa v latinici. Medtem ko tisto, kar smo videli, je zapisano seveda v glagolnici, oziroma kasneje cirilici. No, gremo pogledati, pravzaprav, če bi skušali se prebiti tle čez, jaz otrokom vedno tudi ko jih peljem skozi muzeje, če bi naš ded ne grešil, kakšen jezik? Že brez Boga, ni italijanski, ni nemški, ni mačarski, ampak nekaj, kar je, če ni slovensko, ampak prav gotovo rekla, če slovenisti tako trdijo, bože res, In rekla, tlele ta prepis, ki je v veki njemu bi žiti, bi živel na veka, Rekla, zdaj pa tisto, kdaj so nastali, samo gremo lekcijo skozi, imamo 3 snopiči so to, ki so bili pravzaprav del popotnega pastoralnega priročnika. Nekdo, ki ni znal slovensko. Sirotež, je bil verjetno frajziški škof. Abraham mu je pripadalo, in ki je bil takrat in takrat vidno, pravzaprav že kar 100 let skoraj da po tistih dogodkih, ko je konec velike Moravske. Ampak vendarle, on je bil takrat, zapisi so pa verjetno še starejši. Kdaj so bili odkriti in zakaj so brižinski, veste, ker ste šli gor enkrat peš, kolikor se spomnim, ali ko zdrekva. A kam pa ste šli? Ja, pardon, zdaj sem pa jaz pomnila, malo delež bilo se mi zdelo, malo maratonsko, kaj pa veš za Blejce, Dobro, in sicer so vezani, to je to pomembno, v pergament, in so bili pač najdeni sicer knjižnici, ampak je prišlo iz nekega samostana v bližino Freisingno. In zakaj se imenuje? Zato, ker je Anton Janžič to poimenoval pač kot bližine ali bližini, zato so bližinski spomeniki. Kateri čas je to? To je čas, ko se iščete skupne slovanske korenine, ko je panslavizma, ko nam je rešitev pravzaprav iz Habsburške države točno tukaj, tlele imate Freising, in zdaj, če pogledamo, zdaj vem, da ste že utrujeni, zdaj bom večkrat bolj šaljivo, poupam, in sicer, kaj so to, je en tak molitvenik, in sicer, kaj so, se pravi, so govori, nagovori, homilije, ki se nanašajo na obredje, in pa nekaj tudi pravniških, in sicer tiste, ki se bere v Božiču, Adventu, Svečnici in tako naprej. Med 24, ki so vsi latinski, so 3 v slovenščini, in sicer kateri, najbolj boste verili, Rekla, tisti, ki je bilo posebej važno, da razumete, Se pravi, da je treba dati saj tisto, in sicer, kjer je treba, da razumejo in odgovarjajo, da sodelujejo. Kajti, kot sem rekla, da je ena lepa slika Karla Velikega,
to je že konc 8. 9. stoletja, 100 let prej, rekla pravi, latinščina je edini jezik kulture in bogoslužja. In tudi danes, če bi šli naše kolege vprašati Anglijo in Francijo, pravzaprav oni so edini angleški, francoski, nemški jezik, zato ker so klasični, ki rastejo iz latinščine. Rekla, to je to, rekla, kako se to razlaga in zdaj gremo pogledati, se pravi, to je to, imamo Langobarte, imamo tlele Bavarce in imamo ostali del še Frankov, in seveda treba je širiti na vsak način, se pravi, s križem in z mečem bi človek rekel, po Kristjan je vat, ampak seveda pošljajo ga na teren, ga pa noben ne razume, kaj govori in prihaja do nesporazumov. In kaj napravimo, rekla, če on seveda priporoči, da je vernikom treba pa vendarle, rekla, razlagati v razumljivem jeziku. Zakaj? Zato, ker sicer ni uspeha, in so uporabljali, se pravi, jezik vernikov tam, kjer se je treba sodelovati. In potem je seveda šlo, potem smo seveda lahko pokristjanili, rekle, škofje so parkrat letno vernikom pravzaprav podelili odvezo od grehov, zato je bilo to pravzaprav, ta obrazec je obrazec splošne spovedi, in zdaj, če še pogledamo ekont, kako se bomo pokazali, ne bomo šli pravzaprav na uni svet z grehi, rekla, ti so, slovenski tekst bližinskih spomenikov, pravi, je poziv vernikom spovedi in pokori, in rekla, so pravzaprav ti obrazci splošne spovedi. Tlele, če jih pogledamo, dvakrat so gostovali tudi v Sloveniji z veliko častjo, rekla, v Nuku so bili razstavljeni, mislim, da so vsi, ki so verjetno tudi mnogi od vas prišli. Da pravi, v resnici so bližinski spomeniki Plonk-Cebelca, škofov Plonk-Cebelca, da je lahko pravzaprav jih nagovaril in gotovo je bilo to škofovo pravilo, zakaj sklepamo, ker je zelo na dragem in kvalitetnem pergamentu, Eko, tlele ga imamo. Takole približno, kako je že tista, ni razumel, pa ni nabil, pa so pa rekli, človek božji, natisni tisti listek, da bo znal, ampak vendarle, izvirno, napisano je v karolinški minuskuli, smo na zahodu, smo del frankovskega območja, in bo rekla, analiza je pokazala, da so nastale, pogledajte, da je pravzaprav že pred 10 in že mogoče, bom rekla, pred letom 1000 verjetno, in izvirno besedilo naj bi nastalo mogoče že v 9. stoletju. Kateri čas je to? To je čas, ko delujeta na vzhodu Ciril in Metod, in bo rekla, se pravi, če ne bi bilo posredovanja Bizanca, povezovanja z papežem, ki je pravzaprav to dovolil, če ne bi nastali ti sveti teksti, pravni teksti, lahko sklepamo, da so bili pravzaprav Franki prisiljeni, čeprav vendarle vidimo, da Karel Veliki je svetoval to, ampak vendarle, ta pritisk je moral biti in tako so ti teksti tudi nastali. Zdaj, če pogledamo še enkrat ta svet, kako se pravzaprav oblikuje Bolgari, ki so sami po sebi turške kot plemena, na drugi strani Bizanc, grško govorečimi, so vsemi tistimi zazdovanskim svetom, makedonskim, potem seveda Hrvatje, potem kot klin se konec 10. stoletju Mađari naselijo in razbijajo, konec je seveda Velike Moravske in vidimo, da smo usrkani na zahod. Še enkrat, rekla, to je tisto, rekla, te svete knjige in za njih pravzaprav, ko je dejansko pravzaprav nastalo, je ta močan pritisk, rekla, tudi politični, da se je to zgodilo. In seveda, kaj sledi temu? Sledijo potem tile pravzaprav tudi, rekla, upori in to smo že pogledali, samo še materialno kulturo. Rekla, to so zdaj tiste zgradišča nad Bašljem. Prav, zdaj moje vprašanje se glasi.
smo v 9. stoletju. Imamo književino, imamo zgodovinske vire, imamo arheološke vire, imamo jezik, ki je napisan, ki mu rečemo slovenski. Ali je to ljudstvo, nevedno, ki se imenuje Slovani, potem pravzaprav ne ve, da govori slovensko. Tega se samo sprašuje. Ne? Pravi, dve znanosti, arheologija in zgodovina, ki imenujeta za nazaj prebivalstvo kot Slovane in slovansko identiteto, kar smo videli, da pravzaprav kot jezika izvorno povezano, korenini, ni ne nemški, ni ne latinski, ni ne mađarski. Materialna kultura povezana z velikomorovsko, sami dogodki tudi, rekla, na področju vire povezani, vplivajo drug na drugega. Smo pravzaprav tudi vidimo na materialni kulturi, oprema je taka, kot bi jo, teh stremena, ki jih prej ne poznajo, to je krasna, to je, kdo lahko nosi, to je zbašlja. Samo knez pravzaprav mu pripada konj, srebrno kovano oprema, tale, če ga pogledamo, pravzaprav zlato kovana, nas spominja na Karla Velikega, spet streme, ostroga, obešalnik za meč, sponka, ali pa, tlele ga imamo, zdaj tole je tisto, ali je zdaj to res staroslovenska ali slovanska književina, ki človek rekel. No, da bi se lažje odločili, tale ostroga prihaja iz zasebne zbirke Dušana Prešerna. In sicer tlele zgleda normalna. Ostrogica je, zelo sem si prizadevala, smo dobili v muzejsko zbirko, takole velika, z Bašla prihaja. Te pravi, to je otroška ostroga. Otrok ni v bistvu v spopad. Smo v 9. stoletju, to je ti spopad, ki se tu zgodi v Sisci, smo rekli. To rekla, ko se Franki vračajo obračune, ne vemo zdaj, ali res vezano da dogodek ali ne. To pravi, da je nekdo, to pravi otrok, ki pa že ima znake, simbole knežje oblasti. Pravi, da je to pravzaprav kaže na to, da je na Bašlu skoncentrirana plemištvo. No, še, ali pa bom rekla prostor, kjer je, ali so darovali, pa pridava. Na Ajda nad potoki ima tudi silno zanimivo zgodbo. Tale ostroga je točno taka, kot bi jo najdli med materialom na velikomoravskem, recimo, če bi šli kopati, ne vem, stare mesto ali pa Mikulčice. Tale je mačka bolj preprosta, tole je okov za nož, tole so puščične osti. In sicer ostanemo pri temule, Ajda je imela poselitev samo v 6. stoletju. Se pravi, to je čas, ko propade Rimsko cesarstvo, ko se staroselsko prebivalstvo se umakne na višinsko postojanko, 1000 metrov visoko, ko še ima svoje njive v dolini. In nenadoma, že ko je Andrej Galič kopal, so prišli na predmeti na plan, ki so iz začetka 9. stoletja. Kaj to pomeni? In so, seveda arheološko govorjeno, slovanski. Staroslovansko, staroslovenski, ne bomo zdaj to rekli, ker ne vem odgovora. Ampak vendarle, kaj bi to pomenilo? To pomeni, da so se verjetno pri umiku tlele pa zares umaknili gor in da je prišlo mogoče tukaj do zadnjega spopada in da so to pravzaprav najdbe, ki pričajo o koncu aristokracije, slovenske aristokracije, pravzaprav knežje oblasti in samega obstoja kneževine Krnjevne. No, še drugi del, tlele pa tudi pravzaprav zdaj že zakončujem, rekla ta prekrasen grob z zlatim nakitom, odkrit na Ptujskem gradu. Ptujski grad je po padcu škofije konec 6. stoletja, postane pravzaprav mesto rimsko propade, v neposredni bližini okoli Ptujskega grada pa imamo te prve slovanske koče z številnimi grobovi. No, in tam grob, Pavla Korošec je to kopala in pravi takole, prstan,
ki je zožen, se pravi, mora biti moški. In ki je ženska, kajti to je ženski grob, z zlatimi uhani, pravzaprav kaže, da sta bila povezana, gotovo, ali isti mojster, ali pa bom rekla, najmanj ista delavnica, dva srebrna, prstan, potem še pa zvončka, nož in pa dva zlata uhana. Ne? Ali je seveda čas pravzaprav delovanja metoda na dvonu kneza Prigine in ga je tudi povezovala verjetno z tegom in umikom kneza Prigine v spodnja Panonija. Tako da, rekla, da je, ne vem, če res smemo to povezati, brez dvoma gre za isti čas in brez dvoma pravzaprav gre za nekaj, kar kaže na izjemno bogatstvo kulturne dediščine tega časa na našem prostoru. No, to je ta karlo-politični program, ki ga vidimo pa naprej, na naši strani, se pravi, tale Agnus Dei je sponka, ki prihaja iz Bleda, in ki kaže seveda točno na to, da se je krščanstvo razširilo, bilo splošno sprejeto. Potem tlele imamo sponko z križem, ki tudi kaže na uspešno pokristjanjevanje. In še ena zelo majhna prilepa sponkica, korenice na 5 centimetrčko, ki ima zlato in pa spletenino. Samo po sebi bi rekli, no ja, zanimiv motiv. Pa vendarle, zakaj gre? V času Karla Velikega je prišlo seveda, smo rekli, do tega enotnega programa obnove, prenove in na novo pozidave cerkva, in seveda tudi enotnega okrasa, ki se pojavlja po vseh koncih Dalmacije, Istre, tudi pri nas, bom rekla, še v notranjosti in vrtuje, to je že itak dol na Primorskem, Piranu, to je iz Kopra, samostan Svete Ane, s to prekrasno lepenino, kjer se menjavajo, rekla, preplet motivov iz Svetega pisma, ponavadi še grozdja zraven ali pa kakšnih drugih živali, in ki so vezani točno na politični program prenove, katoliške, pravzaprav zidanja novih cerkva, in vidimo, da se točno tukaj odslikava tudi na drobnem nakitu. Tako da, zdaj vendarle moramo skleniti, preden bomo vsi skupaj se naveličali in boste zaspali, rekli s tistim najpomembnejšim vprašanjem. Kaj je najdragocenejša zapuščina tega časa? Težko rečemo, smo kako sami Slovani. Vidimo, da je ena fantastična mešanica. Da je tudi slovenski jezik tako bistveno drugačen od hrvaškega, povsem drugačen od nemških, romanskih in drugih jezikov. In da tudi že sam jezik kaže na nastajanje skozi čas, na prelivanje, zlivanje, vplivanje staroselskih kultur, novih kultur, seveda številnih vplivov, kajti po 9. in 10. stoletju se začne močna germanizacija, številni ljudje so se priselili, jezik, kot veste, imamo polno nekih germanizmov, kasneje romanizmov in tako dalje. Pa vendarle, rekla, najdragocenejše, kar nam je ostal jezik, slovenski jezik je posebnost, ima posebnosti, recimo, ne vem, gramatične in tako dalje, in ki je tako zelo edinstven pri 2 milijonih ljudi, ki ga govorimo. Jaz sem zelo prepričana, da je v tesni povezavi, da se je ohranilo pravzaprav ta zapis, ki je dobil spodbudo z strani delovanja Cirila in Metoda. In pa upravljene liturgije, ki je še dan današnji poteka v istem jeziku. In še tlele, če pogledamo, kaj so dve bližinski spomeniki, pravzaprav, kjer so nastali na Koroškem, očitno, že pred letom 1000, zahodni zapisane, kjer je shranjen, tako naprej, da se ni tako važno, tako da pogledamo na koncu. In jaz bo rekla, kako se že reče, če svojega jezika ne bomo ohranili, potem seveda bomo zgubili popolnoma vse.
Tako da, to je tista moja mila prošnja, ne, ki se je pravzaprav ohranil skupaj z vero in skupaj z vsemi virovanji, ki so bila že zdavnaj prej zapisana, na novo prenešena in pozabljena in jih hranimo v svojih navadah, v svojih govorici in v svojem načinu življenja. Nihče drugi, čeprav je dediščina, last vseh in vsega človeštva. In smo zaradi vsega človeštva dolžni ohraniti, ampak predvsem smo dolžni ohranjati zaradi naših zanamcev. To je tisto, je zaveza dedov in je obveza. Ni nekaj, kar lahko rečemo, saj bojo drugi. Ni nekaj, kar bi lahko rekli, zakaj bi jaz? Zato, ker sem obvezan skozi dolge rodove nazaj in skozi tiste rodove, ki še prihajajo. Filemček. Namreč, ker smo Slovenci resnično nemarni do svoje preteklosti, nam kaže že to, da pravzaprav pa se verjetno odgovorom nikoli ni noč najdeti. Ampak recimo, ko sem delala razstavo Slovani, kakšni Slovani, ker sem hotel prav to poudariti, ne? Kakšni Slovani, ker marsikdo danes je moda, veste, da smo v času globalizacije, v času česa smo velikih podjetij, ne? Multinacionalk, ki pravzaprav vladajo na mesto naših vlad, ne samo pri nas, kot v Franciji, Britaniji in Ameriki, ne? In ki bi rade poglodale vse to. Ampak tisto, kar je rekla, res pomembno je, da smo mi dolžni obvarovati, ne? In seveda zato je tako popularno, ne, da pod vplivom teh globalnih miselnosti spreminjamo, smo Kelti, smo Veneti, se po malem smo res, ne, in zanikamo tiste vezi, ki dejansko so zapisane tukaj notri, ta pestrost, ta odprtost je tako pomembna. No, jaz sem od tega stavi prosila kolege, če mi pokažejo, za Božjo voljo, kakšna je bila bolj slovanska vas? Imamo keramiko, imamo najpe, imamo kraj, imamo grobišče, zdaj pa ne vemo, kakšna je, ne? In sem poklicala na Češko, oziroma Slovake, in so mi takoj poslali en filmček, ampak zdaj moram podpisati, čakajte, skaj. Ja, in takole, zdaj gre to dol, bravo, celo uspelo, upam, da mi bo. In sicer gre pa takole. Kaj moram še zapisati? Ja, špete moram zapisati, to se ne vidim. Tole. Mužla je eno izmed manj pomembnih najdišč. Izdelane so bile arheološke raziskave, koliko tudi pri nas, od Donavi. Iz zelo pustih, to so arheološke karte, ne? Pa kdo bo to gledal, kdo bo to razumel, še meni je težko razumeti, ne? In oni so šli, so potem te karte označili, glede, tako je bilo okoli naselja vasi, spredje je bila, tole so utrpa iz, pravzaprav ni kamen, zemlja, les, vrata, smo rekli do 10 metrov visoko, jarek obrambni, z prebletom, z nasipom zemeljskih plasti in obdano seveda z konim in drugim prebletom. No, to je zdaj malo, to je vizualizacija računalniška, ne? Rekla, povezave, ki so jih imeli z Bizancem, ki so potekale seveda po rekah. Reke so bile vedno najpomembnejše poti. Vstopamo v Drnjavo, malo bomo potrkali, ker so vrata zaprta, da vidimo, da so spredaj potem tudi s kamnom zgradili in znotraj dosti preproste koče, zemljanke, ukopane. Dobro, te krave deluje malo plastično, lonce, torej imamo prostore za shranjevanje, za kuhanje, za zasebno življenje družin, potem neke skupne, to so te shrambe ukopane v zemljo, z
se sprehodimo po vasi, verjetno je bilo mnogo bolj umazano in nastlano in otrok in ljudi. Aha, še so mi govorili, sem šimpala, da je premalo obudeno. Potem ograde za živali, oziroma njive, vrtovi, kar je arheološko tudi seveda raziskano, zelo veliko zemlje je bilo raziskano. In potem sledi še en prostor, ki ga ima vsaka taka naselbina, in sicer, to so te hiše, samkem to je ta uho, zemljanke, ki mi rečemo, kjer je bil prostor za tretje, za nekakšen področ štedilnik, in kjer so bile potem te peči zgrajene iz preprostega zidine, stolčene zemlje. Se filmček je dosti kratek, potem pokaže seveda živali, gozove, in podalje preprosta sredstva, prevozna. Živali so pokazane seveda v skladu s tem, kar je bilo najdenih kosti, ostankov prikrateljih. Žita so najdene recimo v teh pogledenih jamah. Arheologi rečemo oblika besed. No, to je bila pa feature mix, besed. To je bila pa ta dolga hiša, ki ima spredje, da potem bila globalne goveje in za katero se dejansko zraven pa je drevo in ograda. To je tipičen prostor za skupno verjetno svetišče nekakšno. No, v notranjosti hiš so pa najbolj preproste stavbe, za izdelavo obleke. Običajno jih ne najdete nič drugega kot tega keramične vinčke in tega je dokaj nas izredno veliko dodajeno, elektrani, vaško in tako naprej. No in še enkrat pogled na celotno naselje, ki dejansko ni neko gosta, kot to je pa kolega, ki so mi Igor Prgulaš, ki je to posnel, tam tudi še enkrat predvajam, da ne bomo gledali, ki je relativno učinkovit način pokaže, kaj je to velika moravska. Velikansko število podobnih naselij, ki obvladujejo prostor z višinskih naselij ob cestah in pa seveda ob rekah in ki imajo tudi že prve cerkve. To je očitno zgodnejše, ker vidimo, da nima nobene cerkve, medtem ko prve cerkve pa seveda segajo točno v ta čas delovanja 9. stoletja, ko široko tukaj deluje ta civilni metod in ko se dejansko z temi oblikami prav z jezikom in z vero delijo proti frankovski nadoblasti. To je to. In to je tudi tisto, kar vam želimo, da bi ohranili, če ne zaradi nas, pa zaradi naših vnukov. Želimo se dobro.